Na upokojence gledamo, kot ne bodi ga treba. Bom povedal eno zadevo, en primer, kateri moram reči, da me zelo nekako razsvetljiv en pogled na našo družbo, v kateri živimo. Pa upam, da me ne boste napak razumeli. Bila je zgodba ene mame samohranilke z 2 otrokoma, ker bilo nujno potrebno pomagati, zbrati denar, zato ker bi bila deložirana. V 3 dnevih smo zbrali denar. Ista zgodba, upokojenka sama, brez kogarkoli, da bi pomagal, smo rabili 3 tedne, da smo zbrali približno enako vsoto. Ljudje smo zelo sočutni do otrok. Naša družba zelo hitro odreagira. Ne vem, če si znamo predstavljati, da bi šteli planice, koliko lahko otrokom menjamo na dan, zato ker je to nedopustno. Ne moš ti otroka posliti v umazani planice. Tako je bilo pred kratkim rečeno, da je treba nekaj dodatne planice celo plačati. Pa si mi zavedamo, kaj sploh poslušamo za starostnike. Grozno me je in sram me je, da živim v družbi, kjer delamo z upokojenci, z našimi babicami in detki, tako kot delamo, z enega preprostega razloga, ker če ne bi bilo mojih staršev, mojih babic in mojih detkov, jaz danes ne bi tukaj z vami sedel. Oni so meni omogočili, da sem danes to, kar sem. In mi pozabimo na njih. Poslušam po teh naših vrlih politikov, čisto vseeno, katere babi so. Vi ste rekli, da nekaj časa hudobni, imam ves čas hudobni. Ves čas. Poln kufer jih imam. Ko mi razlagajo o tem, da pravzaprav zdaj imajo zagotovljeno 504 evre pokojnine, pa se še dobijo še neki varstveni dodatek in tako dalje. Ok, recimo piše, to 700 evrov na mesec. Zdaj pa si izračunamo stroške, ki jih imamo za to, da sploh lahko živimo. Da plačamo elektriko, da plačamo najemnino in tako dalje. Potem slišim od tih budcev, ko mi razlagajo, da vse pa imajo otroke. A se vi zavedate, v kakšnem socialnem bazenu živimo na Štajerskem oziroma v Mariboru? Vsi upokojenci, ki prihajajo k nam po pomoč, za sabo imajo otroke, ki so ali na minimalni plači, ali pa dobivajo socialno podporo. Ja, kako bojo oni pomagali? Še ena zadeva, sam sem starš. Po naravni poti je, da starši skrbimo za svoje otroke. Ne pa otroci za svoje starše. Ne želim si, da bi moja 2 sinova morala nekod skrbeti zame, zato ker sam ne more preživeti. Pa vedno dosta. Vam bom povedal en primer. Pred 2 letoma smo dobili enormno količino čokolade meseca decembra. Res enormne količine. In smo to delili tam, kjer so bili otroci, in meseca januarja pride mamica, pa pravi, gospod Boris, jaz vas bi lepo posla. Nehajte bi daj čokolado, reka, ker moji otroci bojo umrli od čokolade. Mi sedimo v pisarni in razmišljamo, kaj zdaj s to čokolado naredimo, in pravi kolegica, ki dela na podniku, pravi pa dajmo začnimo to dajati upokojence. Meni na kraj pameti to ni padlo, ker sem preputast. Ko smo dali prvi upokojenki čokolado, sem ta ženska razjokala. Pa veste zakaj? Ker bo končno lahko ona svojemu vnuku dala nekaj, ker mu ne more drugače dati. A veste, da sem bil pred 3 leti na terenu, pri upokojenki starih 85 let v centru Maribora živela. Veste, kaj imela v hladilniku? Mačjo hrano. Veste zakaj? Ker je zastonj dobila. Lansko leto, ko smo državljani sveta in uporniki pripravili koncert v Mariboru v Habakuku, smo dobili od dobrih ljudi veliko plačanih kart, zato da smo lahko razdelili med naše upokojence. Ne bom razlagal o solzah. Ampak, veste, kaj je bil naslednji pogled? Kako pa naj grem tako neurejena na prireditev? Hvala Bogu, da imamo iznajdljive upornike, v katero kategorijo jaz ne sodim, da smo dobili nekaj frizerjev, da so jih spedinali, da so lahko šli na ta koncert. A se mi sploh zavedamo, da pravzaprav elektrika in hrana ni dovolj za dostojno življenje teh ljudi.